Ne da se opisati, koliko se nama ne da snemati tega videa in to je verjetno razlog, zakaj sem z njim odlašala toliko dolgo časa. Zato bo tudi ta video objavljen na feed, ne kot story, ker se prvič in zadnjič ukvarjamo s tem in lahko že zdaj povem, da bodo komentarji izklopljeni, ker od trenutka naprej, ko je video objavljen, se nehamo ukvarjati z negativo. Dosti časa smo zadevo ignorirali, ampak je prišlo do neke točke, kjer pač moramo potegniti črto. Res je fascinantno, kako vedno tej negativni komentarji prihajajo vedno iz istega communityja in kako ima vedno ta isti community težave z vsemi okoli sebe. Ne samo z nami, ampak danes bomo govorili o nas. Res nam ni jasno, zakaj je Svoje tako ogrožen in zakaj ima potrebo po takih situacijah, ker ste veliko uspešno podjetje oziroma brand. Mi smo pa tudi večkrat javno povedali, da se nam ne da obadati z nobenim drugim, ker imamo svojo vizijo in pač imamo neko svojo pot in želimo širiti samo pozitivo. Pač niti ne spremljamo, ne gledamo res. Pač smo se odmaknili od vsega. Sklopljeno imamo vse, nič ne spremljamo. Ja, vemo pač to, kar nam drugi povejo. Ja. Vse lahko se kar postavite v našo kožo, recimo, da vašega otroka v šoli konstantno psihično ali fizično napadajo, ali pa da si ti mogoče na tem mestu in te v šoli fizično ali psihično konstantno nadlegujejo. Ne glede na to, koliko se trudiš biti zrel in večji človek, pač ne gre to v nedogled, enkrat se pač moraš postaviti za sebe. Do tega videa je prišlo, ker smo spet dobili negativne komentarje. Torej, par let se že dogaja, da dobivamo neke komentarje pod oglasi oziroma pod posti ali pa v privat sporočila, kako mi ponavljamo in delamo ne vem kaj. Tako da bomo danes razčistili ene par stvari. Svoje je nastal 1 leto po Eonu. Petra je bila prvo leto naša ambasadorka, skupaj smo tudi naredili promo kolekcijo, pa smo šli sporazumno vsak svojo pot in ko je naredila Svoje, je ni noben obsojal, da je pač nekaj za nami kopirala, ampak je jasno in logično, da pač vsak lahko ustvarja nekaj svojega in nič ni s tem narobe. Da razčistimo še glede produktov, če je nek artikel podoben, to ne pomeni, da smo ponavljali za njimi, ampak da tudi oni spremljajo in sledijo večjim brandom oziroma pač globalnim trendom. Naprimer, tole je slika brenda, ki je imela ta sporen dizajn, katerega smo kao mi pokopirali. V bistvu je to dizajn znanega UK brenda Tale. Oni so ga lansirali že aprila. Potem imamo blazer od Tale, ki zdaj kmalu pride na Svoje. Bunda z snemljivimi rokavi je isto od Tale. Potem imamo iste pajkice z belim robom Buff Bunny. Potem imamo Office Pants of Mad Lady, ki se prodaja že ne vem koliko časa. Imamo leather pajkice od Buff Bunny, ki jih imajo že od 2021. Tudi tiste tigraste ima Buff Bunny. Potem imamo inspiracije za poloverje, ideje za kopalke in ne vem še kaj vse. Zdaj tako, mi osebno nimamo nobene težave s tem, da nekdo dobiva inspiracijo od nekega drugega brenda v tujini. Cel fashion svet tako deluje in enostavno večji globalni brendi so pač pred nami. Tako da, če že ne kopiramo Svoj, ampak smo dobili inspiracijo nekje iz tujine, od večjega globalnega brenda. Mi se ne gremo fast fashiona in ne tekmujemo, kdo bo prvi pripeljal nek trend iz tujine v Slovenijo, ampak si vzamemo čas in želimo narediti res dobre in kvalitetne artikle in ta product development rabi čas. Ja, pač dodajamo artikle, ko mi vidimo smisel, da pašejo v našo časovnico, da pašejo v naš plan in takrat se potem to doda. In ko jih lahko... Čau! Lahko tako izboljšamo, da so res perfekt in res na najvišjem nivoju. Ja, in da imajo kolekcije neko rdečo nit. Ne da samo mečemo vse povprek. Namen tega videa je, da bo mogoče nekdo, ki nas lepo verjame in teče nekam komentirati nekaj negativnega, najprej pri sebi razmislil, da sta mogoče vedno dve plati oziroma da je neka širša slika in da nismo nujno mi grdi ali kdorkoli drug in da širiti negativo nikoli ni okej. Da si mogoče samo malo razširite obzorja, da niste omejeni samo na slovenski trg in kaj se tukaj dogaja. Res je škoda, ker vas spremlja ogromno mladih punc in če bi širili pozitivo namesto negativo, bi lahko naredili res dosti dobrega. Tako je preveč tega nasilja, psihičnega in s tem se to samo še spodbuja.
V glavnem, danes je pravi dan, da snemata video po včerajšnjem celem dnevu hvaležnosti. Ampak sem še zato toliko bolj hvaležna za naš pozitiven community. Jaz res ne vem, kako bi lahko na še bolj spoštljiv način povedala svoje mnenje in branila svoj brand. Ker se nekoga omenja v videu, smo dobili grožnjo od odvetnika, da nas bodo tožili, če ne damo videa dol. Ful ironično pa je, da smo po vseh teh negativnih komentarjih zdaj mi tisti, ki posegamo v ugled in dobro ime. Zanimivo je to, da je ta video vplival oziroma zmotil osebe, katerim sploh ni bil namenjen. Namenjen je bil vsem negativnim komentarjem in osebam, ki so se sami javno izpostavljali. Ampak vseeno, če je bil ta video podlaga za neko tožbo, pa res ne vem več.